Spoštovani gledalci, dober dan. Mnogi med vami že dobro poznate in radi prebirate prilogo tednika Družina Slovenski čas. Danes bomo govorili o njej, o njenem spreminjanju, širjenju, množenju, debeljenju. Z mano sta dozdajšnji urednik Bogomir Štefanič in novi urednik Martin Nahtigal. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Oba imata dober uvid v slovenski čas z malo začetnico, torej v družbo, razmere v njej, stanje v njej. Kaj bi rekla, v kakšen čas je vstopal slovenski čas pred 15 leti, ko si ga prevzel ti, Bogomir, in v kakšen čas vstopa danes? Prva številka slovenskega časa je išla, bodo celo gledalci videli, maja meseca 2010. Po svoje je to neka simbolika. Tudi prva številka Družine je išla maja meseca leta 1952. Tako da smo neko tradicijo potegnili od mame Družine k sinu slovenskemu času. In v bistvu bi rad tudi na to tradicijo navezal, kako je ta zgodba slovenskega časa dejansko dozorela. Družina je bila verski tednik, kar drugo ni mogla biti, do leta 1990-1991, do demokratizacije. Stisnjena je bila v neke okvire, ki so jih postavili, tam smeš delovati, zunaj teh okvirov ne smeš iti. Se je hodila tudi zunaj teh okvirov s kakšnimi prodornimi publicisti, ampak je bila tudi zaradi tega kdaj tepena. No, pa pride leto 1990-1991 in z letom 1991 Družina ni več verski tednik, v glavi napisano, ampak postane slovenski katoliški tednik. S tem damo jasno vedeti, meni sicer takrat še ni pri Družini, ampak Družina da s tem jasno vedeti, da jo zanima vse, kar zanima sodobnega katoličana. Ne samo ozko verske zadeve, ampak vse, kar zadeva družbeni nauk cerkve, tudi politiko, kulturo, karkoli, kar zanima katoličana, naj odseva na naših straneh. Takrat se potem uvede tudi rubrika Kristjani v javnosti, jih malo jo potem tudi jaz prevzamem, mislim, da je tam 697. In nekako logičen korak tega širjanja je pa točka, da bi v neki posebni prilogi še dodatno osvetljevali te politične, kulturne, družbene fenomene. In tako seveda nastane slovenski čas kot nekakšen logičen korak razvoja družine, ampak ne pa samoumeven korak. Ker narediti en nov medijski projekt leta 2010, pazite, to je obdobje tiste Pahorjeve vlade, Zares, Desus, kolobocije, mislili smo, da smo tam že na dnu, seveda se je izkazalo, da nismo na dnu, do tega dna bo še Martin prišel. Vedno znova, ja. No, in v tistem zagatnem položaju potem res te intelektualci, ki so se zbirali okrog Družine, Jože Horvat, France Pibernik, Matija Ugrin, Brane Senegačnik, še kdo, ki ga mogoče zdaj nisem takoj omenil, Zorko Simčič, seveda, rečejo, nekaj je treba narediti, V tej zagatnosti ne moramo samo ugotavljati, kako je vse zanič, kako je vse slabo, ampak moramo nekaj narediti. No, pa če še smem eno misel uporabiti, sočasno se rodi še ena pobuda, spletni časnik. In eden od očetov te pobude, komunikolog jezuit Peter Lah, je takrat izrekel en tak stavek, ki se mi je prav zapičil v možgane. Je rekel, ko odpreš večino medijev, si užaljen kot katoličan, kot konzervativno in kot klasično liberalno misleč človek. Si užaljen. Ampak zdaj, seveda, ob tej užaljenosti imamo eno možnost, da obsedimo v kotu, kuhamo mulo in rečemo, kaj vsi so proti nam. Ne, nekaj narediti. In iz te neke užaljenosti, nepluralnosti medijskega prostora so potem te pobude takrat nastale. Spletni časnik in pa tudi slovenski čas, ki se rodijo tako rekoč v nekaj tednih in sta povezani še do danes. No, to povezavo sem hotel namenoma res postaviti, da pokažem, da so nastajale neke medijske sinergije v nekem zagatnem času in so rodile, sadove. Debel kup. Ja. Martin, kako ti gledaš današnji čas, v katerega vstopaš kot urednik, že do zdaj urednik, od zdaj naprej pa urednik slovenskega časa? Ja, očitno, tako kot je Bogomir rekel, odkrivamo vedno znova nova dna in nove kleti, očitno, kamer se da priti, vedno globje. In je bil to tudi en, se mi zdi, da vsaj zame osebno en trenutek, da tudi današnja situacija kliče po ravno tem, kar je Bogomir opisal.
In se mi zdi, da je povedno to, da tudi smo dali to zdaj mislim, da lahko že povem, je v scenariju dogodka, ki bo ob 15-letnici in ob prenovi in tako naprej, drugačna podoba iste vrednote. In se mi zdi, da to je nek delovni naslov in se mi zdi, da je to, kar preveva moje mišljenje, ko v bistvu sem bil povabljen strani družine, da bi postal urednik Slovenskega časa, je to, da je čas pravi, da spet poženemo naprej to v bistvu originalno idejo, pa ne zato, ker bi rabila nek pospešek v tej obliki, ampak ji dodamo še kako obliko, zato tudi recimo Slovenski čas bo v neki bližnji prihodnosti stopal tudi neko svojo bolj samostojno digitalno pot, ker se mi zdi, da je ključno, da vse te misli, ki, če rečejo, v tem kupu so zbrane, je nekaj, s čimer moramo nagovarjati vse generacije. In se mi zdi mogoče, da je ta izziv, in zato mi je tudi zelo dragoceno, da je marsikdo od sedanjih piscev, tudi gospod Senegačnik, ki je od prve številke, bo tudi zdaj v 176. številki oziroma 177. Nadaljuje to svojo pot, ker ena dobra kontinuiteta in ena trda osnova je tisto, kar pol omogoča tudi neko širitev. Z nami, če se vrnemo na začetke, strani teh očetov, ki sta jih že omenjala, zlasti Jožeta Horvata, ki je uredil prvih 18 številk, si pa ti, Bogomir, uredil skoraj ves preostali ta kupček, torej 158 številk, več kot 13 let urednik. Kaj si takrat prejel od gospoda Horvata, kakšno dediščino oziroma kako je bil zasnovan Slovenski čas, komu namenjen in kako si ga potem usmeril ti? Zdaj, že ta časnik za družbo in kulturo je nekako povedal, kam želimo iti in kako želimo s to prilogo gledati skozi oči katoliškega družbenega nauka, konzervativne, tudi klasične liberalne misli pogledati na te družbene fenomene. To pa početi na nek tak dialoški način. Zdaj, res, če smem tle celo Jožeta citirati iz te prve številke, on je v uvodniku prve številke napisal neke razloge, zakaj je ta predloga nastala in kaj bi bil njen cilj. Recimo, ker niti sami znotraj tega katoliškega, liberalnega, klasičnega kroga nismo enotni, še manj pa so enotnega mnenja različni segmenti širše družbe, bo eden izmed ciljev predloge tudi spodbujati k drži za dialog med ljudmi in družbenimi skupinami. Mislimo posebno na javni dialog. V današnjem položaju je drža te vrste še zlasti potrebna tako pri iskanju resnice v medosebnih odnosih, kot pri iskanju rešitev na področju družbenega in kulturnega delovanja. To pa je mogoče, če bo javno komuniciranje zajelo čim več različno mislečih in kvalificiranih sogovornikov. In to je ta v bistvu rdeča nit, ki sem jo jaz seveda zgrabil in jo širil. Ker v teh prvih 18 številkah, ki so še izhajale na 8 straneh, razen na 16, tam si bila tudi ti noter, veš. Ne vem, če se spomniš. Jubilejna številka ob obletnici samostojnosti, si tudi ti sodelovala z avtorskim prispevkom. Skratka, tukaj smo potem širili ta krog avtorjev. Jaz sem to Jožetovo idejo, da je treba kompetentne ljudi povabiti in jim dati možnost, da avtorsko ubesedijo svoj pogled na slovenski čas, mednarodni čas, na celotni slovenski kulturni prostor. Mi smo se ozirali v zamejstvo in izseljenstvo, res načrtno. In moj cilj je bil povečevati ta krog sodelavcev. In res, upam si reči, po teh 13 letih, zdaj, ko bomo pošiljali vabila na ta dogodek in je naša uprava pripravila seznam vseh ljudi, ki so v tem času sodelovali v Slovenskem času. Spisek je približno 230 imen. Jaz, ko sem recimo prevzel Slovenski čas, je bilo to mogoče 20-30 ljudi v prvih številkah, zdaj jih je 230. 10-krat več. Ko bo Martin recimo po par letih, bo mogoče 500. In to je to. To ni več samo eno majhno jedro, to se je razširilo, to je en krog ljudi, ki je močan, miselno, analitično, kritično. Zdi se sicer, včasih res gledamo, da gre stvari slabega na slabše, ampak
ko bi te misli v tem slovenskem času ne bilo, bile mogoče stvari še dosti slabše. Ne? Vedno si rečem, omaknite vse te razmisleke iz javnega prostora, pa boste videli, kakšna luknja zazeva. Ne? In to dediščino, ko sem jaz od Jožeta sprejel, to štafetno palco, da tako rečem, poiskati ljudi, naj spregovorijo avtentični glasovi, mislim, da sem jo pač solidno odnesel naprej in razširil ta krog sodelavcev. Bi si pa želel, da je bilo še več sodelavk. No, to je pa mogoče ta večni problem tudi katoliškega prostora, da bi mogoče radi imeli še več žensk, ki dobro pišejo. So, ampak včasih jih težko najdemo. Se posvečajo drugim stvarem. Tako je, ja. Pa morda vendarle iz tega kroga 200 in več, morda izpostaviš koga zelo zvestega ali zelo prodornega. To so tiste situacije, ki vsem neomenjenim narediš krivico. Ne? Dobro, Braneta Sengačnika smo že omenili. To pomeni 176 številke je išlo, 176 kolumn njegovih smo objavili. Jaz vedno trdim, ko bo nekdo nekoč delal analizo kulturnih pojavov v slovenski družbi, zakaj se nam je zgodilo to, kar se nam je na kulturnem področju, bo Branetove kolumne prebral in bo natančno vedel, kaj se nam je dogajalo, zakaj se nam je dogajalo in tudi kako bi lahko trende obrnili v kakšno drugo smer. Ne? Branetove analize so bile res vedno dobre, vrhunske, čeprav so nastajale čez noč, če sem malo anekdotičen. Z Branetom smo imeli tak poseben odnos. Ne? Mi da se poznava še iz časov, ko sem jaz malce vedril na klasični filologiji na Filozofski fakulteti. On je seveda tam potem postal profesor in vse, jaz sem pa opustil sicer to latinščino, ampak od takrat se poznava. In smo imeli zelo tak prijateljski odnos tudi potem kot urednik in kolumnist. Ne? In ta prijateljski odnos je bil v tem, da je on večino kolumn napisal po noči, dan pred oddajo v tisk. Ne? In ko sem jaz zjutraj tisti dan zgodaj vstal, da poflikam še zadnje luknje v Slovenskem času, je on ravno poslal kolumno. Tako da sem tam med 5. in 6. uro zjutraj sva imela še neke komunikacije, zato da sva stvari uredila do konca. No, on je eno tako ime, no, ki ga bi želel poudariti. Potem Janez Dular, ne? On je oče rubrike, to meni jezikovne kolumne, Jezik me srbi. On je napisal 99 kolumn, 100 je bil pa intervju, v katerem je res iskreno povedal o sebi, o svojih pogledih, tudi o svojih političnih stališčih in poteh, tako da je bil tudi vedno tak en dragocen sodelavec. Potem je tudi vrsta drugih kolumnistov. Jaz sem bil vedno počaščen, da Alenka Puhar piše za nas. Ne? Mislim, prvo pero slovenske publicistike, vsakič se je odzvala na moje vabilo. Ne? Upam si reči, da sva skozi to že postala prijatelja, ne? Si pomagava, kakor morava. Ne? Potem pa še dve imeni, žal jih ni več med nami. Ne? France Pibernik je bil eden od očetov priloge in je tudi potem pisal vrsto člankov o teh zamolčanih avtorjih ali pa o nekih njihovih delih, ki so bila prelomna, ampak niso odmevala v javnem prostoru tako, kot bi morala. Ne? In pa Jasmina Rihar. Kot vemo, ne, to je časnik za družbo in kulturo. Zdaj, kultura ni bilo moje področje, tudi pri tedniku Družina in sem potreboval neko pomoč. Iskali smo, ne vedno najbolje našli in potem je pa z Jasmino, mislim, da je bilo to tam leta 2018, če se ne motim, ali še malo prej, je potem prišla kot sourednica za kulturne vsebine. In res 50 številk, ki sem jih delal z njo, je bilo odličnih. Tako da me je njena smrt nenadna, res moram priznati tudi kot urednika, prizadela, ker mi je, kot da bi ti amputirali eno roko. Tako da tudi na tem mestu taka posthumna zahvala Jasmini za vse, kar je naredila. Na kaj si pa kot urednik, dolgoletni urednik, morda najbolj ponosen, na kakšen članek, kakšen poseben intervju, ki ostaja v spominu, kakšna anekdota, ob kateri ti postane toplo pri srcu? Najprej sem ponosen, da smo vsakič šli. Res je. Nič ni samoumevno, ko imaš opravka z avtorji, ki prihajajo zunaj, niso v hiši. Ne? To pomeni, oni to pišejo v svojem prostem času, ne v svojem službenem času. Za marsikoga je to dobra volja, da to naredi. Marsikdo se je odpovedal honorarjem, ker je bil počaščen, da je smel z nami sodelovati. Ne?
To, da smo išli, je prvi uspeh. Da smo tudi išli, ko je bil urednik, ne vem, zlomljeno ključnico doma, pa je tipkal z eno roko, ne, ali pa, ko smo šla z ženo na kav dopust, pa sem jaz po noči pač uredil Slovenski čas, da sem še lahko potem čez dan z njo v bazen. Ne. Teh zgodb je precej. Skratka, spet ponosen na to, da smo razširili ta krog sodelavcev tako daleč, prav da ga še dlje. Zdaj, kakšni posebni dogodki, anekdotični ali ne, jaz sem za Slovenski čas napisal skoraj pol intervjujev. To sem si nekako zadal, da kot urednik ne bom samo nek birokrat, ki bom zlagal te Lego kocke, ki naj neko stavbico naredijo na koncu, ampak bom tudi avtorsko posegal, ampak večinoma kot avtor intervjujev. Ne. In dva intervjuja mi tle prijete z ena misel. Z Borutom Pahorjem, sej on je dal intervju marsikomu, ne? Ampak kot predsednik države je bil to prvi intervju, ki ga je družina objavila s katerimkoli predsednikom republike. Ne? Z Milanom Kučanom, mislim, zakaj bi mu dajali prostor, ki ga je imel povsod dovolj, tudi če se je želel k nam. Ne? Drnovška smo nekako zgrešili. Lahko bi ga ujeli v tistem zadnjem iskateljskem obdobju, ampak nam je umrl prej, bom kratko rekel. Danilo Türk, težko, mislim, brez veze izgubljati besede. Ne. Mi smo z njim sicer skušali imeti ten pogovor takoj na začetku njegovega mandata, pa nam ga je odklonil. Pa smo tudi mi rekli ne hvala. No in potem je prišel Borut Pahor in ob njegovem slovesu smo res vsi v hiši ugotovili, da je on kot predsednik dejansko skušal biti predsednik vseh. Ne samo skušal, res je naredil neke korake v smeri, ki jih bivši predsedniki niso naredili. Zato sem bil recimo na nek način počaščen, da sem smel in pripravil en tak pogovor, ki je dobro odmeval, no, sem videl po odzivih. Tako, logistično mi je pa v spominu ostal, ne vem, če poznate, no, naši bralci najbrž že, Tomaž Sedlaček, češki mislec, ekonomist, mi smo izdali nekaj njegovih knjig, ne, in ko je išla prva, Ekonomija dobrega in zla, je bil, to mislim, leta 2014, je bil povabljen kot gost na knjižni sejem. To je zelo dinamičen človek, ne, res. In naši smo pripravili program, ki je bil do minute natančen, ampak on je po češki navadi tudi vmes nekaj šampir, pa takole s svojim prijateljem. Skratka, zelo zabavno. In jaz sem bil pa zadolžen, da z njim pripravim intervju. In tisti dan je bilo tako, zadnji na čakalni vrsti je seveda tisti iz hiše, ne? Vsi drugi imajo prednost, ti pa ne, in čakamo. Ja, se bo po tiskovni konferenci, ja pa ni bilo, ne? Po gostovanju na ekonomski fakulteti, ja pa ni bilo. Pa, veš, zdaj bo pa na knjižnem sejmu, veš, ko bo on končal, bo pa potem 30 minutna luknja, ne, pa je ni bilo, ne? In nenadoma ugotovimo ob 8:30 zvečer, jaz za njim tekam že skoraj cel dan, da ni druge, da ga res potegnemo za rokav in ga spravimo v klet Cankarjevega doma, se usedeva na tla, on Slašo pira še, ker je bil res žejen, jaz z unim diktafonom, in se je rekel, ljubi Bog, zdaj pa pomagaj, da nekaj narediva. In moram priznati, da je bil to najboljših intervjujev. Res sva tam na tleh sedela, modrovala, reševala svet in končalo se je tako, da sem jaz še z njim z diktafonom do konca, do taksija, ki ga je peljal na nacionalko v Odmevih, ki ga gostoval. Še zadnji odgovor snel, zaprl vrata in se odpeljal. Tako, mislim, res mi je ostalo spominu, kot ena taka prispodoba te dinamičnosti, ki je vezana na novinarski in uredniški poklic in nepredvidljivost. Po drugi strani pa, ja, tukaj se je znova izkazalo, da Bog je spremljal in Sveti Duh seveda vse to delo in jaz sem dostikrat občutil to varstvo. Tako je. In nastal je ta kup, za katerega smo ti iz srca hvaležni za vse tvoje delo. Res se je videlo, da si ga ustvarjal z vsem svojim bitjem in res želel prinesti v ta naš prostor nekaj velikega, pronicljivega in za to delo ti res hvala. Tudi za to, da ostajaš v ekipi in boš neka vez med starim in novim, ampak preden pridemo še na te vsebinske spremembe, Martin Nahtigal, novi urednik, nam lahko najprej par stvari si že omenil, pa vendarle zdaj konkretno, če razkriješ te tehnične novosti oziroma kaj prihaja, kdaj bomo brali
kje bomo lahko kupili? Ja, zdaj je dilema, kaj že smem povedati, pa kaj ne. Slovenski čas v bistvu je v procesu neke, recimo, demografične prenove. In mogoče za bralce največja novost je to, da se ga bo dalo tudi samostojno kupiti v trafikah. Tako da računamo, da bomo s tem nekako razširili krog bralcev in ta prostor, kot je Bogomir rekel, poskušali na nek način še razširiti tam, kjer mogoče do sedaj ni bil prisoten. Tako da za kaj več bo treba počakati prvo številko, ki bo išla 22. januarja. Tako da zdaj v bistvu se tudi na nek način vrača v 3. oziroma 4. teden družine, bo zraven išel tudi slovenski čas. Kar se tiče pa prenove, mogoče ta informacija, da bo imel nekaj več strani, vendar bo tudi zato mogoče grafično malo bolj bogat, kot je bil do sedaj. Predvsem pa vse, oziroma velika večina rubrik, kot je Jezik me srbi, kot je kolumna, Branetova kolumna in tako naprej, ta vsebina ostaja. In v bistvu si jo želimo peljati naprej z ekipo, ker je ta vest, kot si sama rekla, med vso zgodovino in med vsem, kar je bilo povedanega in vsem, kar bo povedanega, je ključno, se mi zdi. In tukaj gre v bistvu za nek, jaz bom rekel, zgolj facelift, če rečemo z modernim izrazom. No? Ne gre tukaj za karkoli drugega. Torej, bolj grafična prenova, tehnična prenova in večja dostopnost bralcev kot spreminjene vsebine. Gotovo, ker vsebina je v sodobnem svetu vedno bolj suho zlato. V bistvu se mi zdi, da za naše mlajše generacije, kot je Bogomir rekel, recimo, da je bila neka izredna situacija, če recimo temu to 2010, se mi zdi, da je ta izrednost situacije postala v bistvu naš vsak dan. Trenutno se mi zdi, da živimo vsak dan v neki krizi, kjer je ravno to kriza, kdo sploh je kompetenten sogovornik. Se mi zdi, da današnji v družbi se oglašajo številni glasovi, za katere se preko slej ugotovi, da je njihova kompetentnost prazna, da je vse skupaj neka zunanja podoba zgolj, in slovenski čas je vedno bil in se bomo trudili, da bo tudi ostal tisti, ki je šel na globoko. Tisti, ki je ponujal ideje, razmisleke, na nek način tudi odgovore na teme, ki ljudi na daljši rok, po domače rečeno, matrajo. Namreč tudi sam si želim, da bi v tem prvem letu kritično pogledali na najbolj pereča probleme naše družbe, naše države, če tako rečemo, in poskušali z različnimi vidiki, z različnih smeri jih osvetliti in ponuditi bralcu, predvsem, da o teh temah razmisli in si na podlagi idej, ki jih bodo avtorji zapisali, poskuša ustvariti neke svoje zaključke. Kajti živimo, se mi zdi, da dan današnji še bolj kot pred 15 leti v nekem svetu, ki nam obljublja instantne rešitve, kjer jih pa v resnici ni. In to vidimo tudi pri krizi vodenja naše družbe, naše države. In se mi zdi, da je v tem trenutku slovenski čas še toliko bolj poklican, da ostane enak v bistvu. Vsebinsko enak v tem pomenu, da ponuja globino, ki je marsikje pač ni na voljo. Lahko morda še kaj o okrepljeni ekipi poveš? Ja, v bistvu zato, ker bo ta razlika, da bo ena nosilna tema, ki si jo želimo obdelati na novinarski način, bodo sodelovali nekateri novinarji. To lahko povem, da moj, recimo temu, namestnik bo, zato da jaz upam, da če si zlomim ključnico, ne bom tipkal z eno roko. Bo to Urban Šifrer, ki je v bistvu že kar nekaj let prekaljen, predvsem digitalni novinar. Midva bova v bistvu skupaj soustvarjala to številke. Tako da je ekipa drugače kot avtorji, pa bodo vseh teh 230 in upam, da jih bo v nekaj letih še več. Mogoče še to kot zanimivost, da naslovnica od zdaj naprej bo grafična in jo bo ustvarjala Katarina Šeme, zgolj mogoče kot detalj za tiste bolj z kulturnega področja. Vizualne tipe, ja. Kaj je tvoj trenutni največji uredniški izziv?
Pred izidom. Pred izidom, iskreno, da človek, ko misliš, da si na vse pomislil, pa v resnici ugotoviš, da je še 1001 stvar, za katero nisi vedel, da obstaja, ki jo je treba urediti od najmanjših tehničnih do konec koncev zakonskih obvez, ki jih imamo pri teh stvarih. Tako da zdaj vse tisti detajli pridejo na plano pred finišem. No. Me pa veseli, da smo imeli to nekaj mesečno obdobje, recimo temu tranzicije, ki mi je omogočil, da ni bil to nek skok v prazno. No. To je bilo zelo dragoceno in tudi na tem mestu hvala Bogomirju, da je ta proces peljal tako gladko, da sem jaz v bistvu lahko zelo hitro po eni strani padel noter, po drugi strani vedel, da imam zaledje, če rečem temu, stare garde, ki mi je nudila, da sem varen pred nekim prepihom. Tako da mi je z tega vidika dragoceno, se pravi, da nekateri oziroma večina avtorjev ostaja in da bomo peljali stvar naprej. Tako da ja, trenutno ne prespanem noči v piljenju detajlov, tako da ampak še malo in se res veselim, da bodo bralci lahko povedali, ali je bilo to piljenje na mestu ali ne. Srečno s tem. Če zaključimo morda spet malo širše, Slovenski čas se osamosvaja. Kje v trenutni medijski krajini je še prostor? Je dovolj prostora za še en tak medij? Sploh s desnim predznakom, nekaj jih je že. Kar oba bi prosila. Seveda, prostor je, slovenska medijska pokrajina je neuravnotežena. Zdaj, nič novega ne bom govoril in to samega sebe poslušam že 20 let lajnati iste stvari. Ne. Pač imamo medijsko strukturo, kakršna je in če medijska pokrajina ni takšna, da bi se v njej vsi glasovi slišali enakopravno in enakovredno, potem ne more priti do, kakor temu teoretiki rečejo, svobodnega oblikovanja politične volje, in če ni svobodnega oblikovanja politične volje, so vsakokratni izidi političnih volitev drugačni, kot bi bili sicer, če bi bila ta pluralna medijska pokrajina vzpostavljena, in potem so na oblasti ljudje, ki bi tam nikoli ne bili, če bi bila medijska pokrajina uravnotežena, pluralna in se v njej slišali vsi glasovi. Skratka, imamo to veriženje stvari, ki na koncu pripelje do tega, da imamo sedaj na oblasti, pač imamo nekoga na oblasti. Ne? In ko mi popravljamo te izvorne predpogoje demokracije, in to je medijska pluralnost, vsak prispevek na tem področju ima lahko dolgoročne posledice v neki normalnejši družbi. Mogoče ne takoj, ne jutri, tudi še po 15 letih slovenskega časa še ne. Mogoče pa po 20, mogoče pa po 25, po 30. Ne? Samo neka tradicija pa mora tukaj biti. Zdaj mi je res na misel vršlo, pa če si dovolim. Mi smo ob 100. številki, malo bom pobarskal. Ob 100. številki slovenskega časa sem prosil nekatere naše prijatelje, da so povedali, kako vidijo teh 100 številk slovenskega časa in kaj želijo slovenskemu času za naprej. Med njimi je bil zame najboljši publicist v Sloveniji Aleš Maver. Mislim, človek zadene žebljico na glavico vsakič, ko karkoli reče. In če smem, poglej. Ta mesečnik Slovenski čas, je na Slovenskem redka ptica in naši družbi dene izjemno dobro. Tako je predvsem zato, ker ostaja brez odstopanja zvest tistemu paketu, ki smo ga ob nastanku slovenske države nekateri jemali kot samoumevnega. V njem so bili da za samostojno Slovenijo, da za parlamentarno demokracijo v okviru evropskih povezav in da za svobodno gospodarsko pobudo. Ta trojni da pa je moral biti podložen tudi s trojnim ne. Ne Jugoslaviji, ne totalitarizmu in iztekajoči se balkanski epizodi zgodovine in ne dušečemu državnemu socializmu. V vseh teh letih se je samoumevnost paketa dajev in nejev močno skrhala tudi med slovenskimi katoličani. Slovenski čas pa v vsaki številki znova spomni na to, da sta obe trojici neločljivo povezani in da ni mogoče zamenjati enega daja z nejem, ne da bi zamajali celoto.
In teh par stavkov Aleša Mavrem je vedno dajalo. Ne? Tam imamo tiste 3 daje, ki smo jim rekli, ne? Se preklonili, jih potrdili z referendumom, z demokratizacijo, z osamosvojitvijo. In imamo ne, ki smo jih odvrgli s tem istim procesom. In te neje bi nekatere radi danes izbrisali. Ne? In te daje oslabili. In jaz mislim, da je prihodnost slovenskega časa še vedno ne. Vsi 3 daji in vsi 3 neji naj ostanejo trdni. Ne? In potem bo to priloga tudi še za naprej, kot sem včasih rekel. To je priloga svobodnih ljudi za svobodne ljudi. Pisati za slovenski čas ni samoumevno. Ne? To je plavanje pri toku. Marsikdo, ko se je tle pojavil, se je postavil na stebrček. Ne? Rekel, glej, pri tistih klerikalcih družinih pišeš, pa niso vsi katoliš, erckatolič, ko sem se jaz včasih hecal. Ne? Niso. In so radi pisali, se postavili pogumno svojim mnenjem v ta tok. In zato si želim, res, da bi ta predloga te daje in neje trdno peljala naprej in da bi to svobodno držo avtorsko to omogočala še naprej čim širšemu krogu ljudi. Martin? Jaz mislim, da je točno to, kar je Bogomir prebral, izziv po mojem za slovenski čas z veliko in z malo. Mi v resnici imamo največji problem to, da kot družba, tako kot je Bogomir rekel, smo na te 3 daje in 3 neje, prevelik del te družbe je na to pozabil in iz tega izhajajo konflikti in iz tega izhaja situacija, ki dan današnji v resnici izgleda, kot da nismo kos, samo zato, ker je marsikdo pozabil svoje temelje. V želji pač ugajanja ali pa prilagajanja toku. Tako da z tega vidika je pa slovenski čas veliko, se mi zdi, trdno v tem toku in bo v tem toku tudi ostal. Tako da, ker v resnici, tako kot je bilo primarno vprašanje, ne, kje iskati bralce oziroma kater prostor zasedati. Jaz mislim, da slovenski čas zaseda točno ta prostor, ki ga je Bogomir opisal in nihče drugega ne. Tako da v resnici je slovenski čas brez konkurence. In po eni strani žalostno, po drugi strani se mi zdi pa odlična priložnost, da slovenski čas doseže še več bralcev, kot jih je do sedaj. In mogoče je to eden izzivov, ki čaka mene in ekipo, da slovenski čas samo to vsebino kvalitetno, ki jo ima, pripelje do več ljudi. Za zaključek, če malo pogledamo v srednjeročno, dolgoročno prihodnost, kaj želite slovenskemu času z veliko? Naj živi in se razvija še naprej. Prostora ima dovolj. Prostora ima dovolj. Kot je Martin rekel, dejansko tukaj nima neke konkurence. Vzeti si mora ta prostor. Pogumno si mora vzeti ta prostor in ne pustiti, da bi kakšno malodušje, tudi če ni rezultatov, da bi neko malodušje potem vzelo ta krila. Naj leti naprej v prihodnost. Jaz si samo želim, da bi recimo temu čez 5 let lahko z Bogomirjem spet sedela na tem kavču in da bi bila še vedno oba enako optimistična in enako zadovoljna s tem, kaj je slovenski čas bil in da bomo se pogovarjali o tem, kaj bomo počeli pa naslednjih 20 let. Hvala lepa, tako želimo tudi bralci vama, da bi bili še naprej pričakovali vsako številko znova. Veselimo se tega 22. januarja in vseh naslednjih. Skratka, srečno in blagoslova na vajni poti še naprej, uredniški poti. In hvala tudi vam, dragi gledalci, da ste bili z nami. Srečno.